srečanje gospodarstvenikov v Črnomlju. Kakšna je prihodnost slovenskega kmeta? Koncert za Alino v Globokem. Dober večer. Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je danes v sklopu praznovanja občinskega praznika na tradicionalno srečanje povabila gospodarstvenike občine Črnomelj. Srečanja se je sicer udeležilo malo podjetnikov, a vsi, ki so prišli, so uspešno poslovali v minulem letu in vsi so poudarili, da imajo težave z zaposlovanjem. Če smo se pred 2 letoma pogovarjali, kje in kako bomo delali, da bomo preživeli, se danes sprašujemo, s kom bomo delali, je dejal predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj. Zavod za zaposlovanje v Črnomlju beleži še zmeraj čez 12% nezaposlenost, ampak praktično na terenu pa več nimamo ljudi, katere bi lahko zaposlili. Gre za težko zaposljive skupine, ranljive skupine in pa seveda starost, ki zaenkrat še za večino podjetij ni zanimiva, zato je tudi takšen odstotek. Pravi županja, sicer zadovoljna, ker podjetja uspešno poslujejo, beležijo rast in zaposlujejo. Večina je izvozno usmerjena, tam od 70% naprej, tudi domači trg odigrava svojo vlogo in vsi do enega so poudarili težave s kadrom. Tudi v inovativno rastočem podjetju Adria Dom v Kanižarici, kjer so v zadnjih 4 letih podvojili prihodke, so prisiljeni tehnični kader iskati izven Bele krajine. V zadnjem letu smo zrasli za 7% in naši prihodki znašajo več kot 28 milijonov evrov. Prav tako smo podvojili število zaposlenih in nas je trenutno 225. Celotno gospodarstvo Dolenjske in Bele krajine je v minulem letu nadaljevalo s trendom rasti, ocenjuje direktor gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Zavedati se moramo, da je to gospodarstvo izjemno izvozno usmerjeno, najbolj od vseh regij v Sloveniji. Svojo vlogo pa tukaj seveda igra tudi Bela krajina. Belokranjski gospodarstveniki, ki načrtujejo rast tudi v letošnjem letu, pa poleg ustreznega kadra najbolj pogrešajo ustrezno infrastrukturo, hitri internet, zanesljivo elektriko in boljše cestne povezave. Pohvalili pa so prizadevanja občine, ki namerava tudi v letošnjem letu nadaljevati z urejanjem poslovnih con. Minilo je že skoraj 7 mesecev od obsežnega požara v obratu za obdelavo odpadkov Ekosistemi v Zalogu. V civilni iniciativi Zalog Loke so na predsednika vlade Mira Cerarja naslovili odprto pismo, v katerem zahtevajo ukrepanje zaradi zavlačevanja sanacije pogorišča. Prizorišče si je lani nekaj dni po požaru ogledal premier, ki je medijem dejal: Tudi ta tragičen požar tukaj dokazuje, da tako na področju dovoljenj kot predpisov, pa tudi praks posameznih podjetij, ni storjeno vse tisto, kar bi moralo biti. Predvsem pa moramo zagotoviti, tako bi rekel, na ravni predpisov kot v praksi, da v prihodnje do takih dogodkov pravzaprav ne bo prihajalo. V civilni iniciativi so takrat na predsednika vlade naslovili več vprašanj in zahtev, a odgovora do danes, pravijo, niso prejeli, zato so mu poslali odprto pismo s ključnima zahtevama. Da nemudoma preko pristojnih služb preprečite nadaljnje onesnaževanje podzemne vode v vodnjakih, reke Krke in tal zaradi padavinskega izpiranja še vedno nedovoljeno odloženih odpadkov v obratu Ekosistemi d.o.o. To je prva. Druga, da se sanacija pogorišča obrata Ekosistemi d.o.o. v Zalogu pri Novem mestu nemudoma realizira. Lani ob premierjevem obisku je lastnik družbe Ekosistemi predstavnikom 7. sile dejal: In danes dajemo izjavo pred vso slovensko javnostjo, da bomo v celoti sanirali področje bivše opekarne Novo mesto. Vendar se do zdaj v 7 mesecih ni praktično storilo, razen tega, da je to na kupih in čakajo in se od zadaj počasi mi sumimo v to upravljanje nečedna posla. Zdaj vemo, da je okoljevarstveno dovoljenje odvzeto, ampak na drugi strani se pa pripravlja nekakšna nova dokumentacija sanacije. Zgodbo bomo pripeljali do konca, obljublja Plut, čeprav bo pot dolga.
In zahteva je taka, da ta zadeva tukaj ne mora več biti v takem okviru. Kakšna bo skupna kmetijska politika po letu 2020, je ključno vprašanje za slovenskega kmeta. Dejstvo je, da se v panogi pojavljajo številne težave, preživetje malega kmeta je vprašljivo, brez finančne podpore pa je prihodnost slovenskega kmetijstva zelo črnogleda. To so bile le nekatere teme, ki so jih obdelali na regijskem posvetu zadružnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Vidimo, da cene kmetijskih proizvodov stagnirajo oziroma so celo včasih v kakšnih primerih vedno nižje. Globalni prostor je seveda odprt, meja ne moremo zapirati, seveda delamo veliko na promociji, da bi s promocijo slovenskega potrošnika osvestili, da bo posegal po domači slovenski hrani. Brez izdatne finančne pomoči države slovensko kmetijstvo ne bo preživelo, dodaja. Vedeti moramo tudi to, da mlajše generacije, ki odraščajo na kmetijah, v glavnem so vsi izobraženi, lahko si dobijo službo tudi v kakih drugih dejavnostih in tega, kar so starejše generacije delale, da so hodili eni v službo, pa še denar vlagali v kmetije, tega bo vedno manj ali pa tega več ne bo. Tako bodo male kmetije v nekaj letih osamele. Zaenkrat imajo posluh na državni ravni, vendar predvsem v obliki lepih besed in dobrih želja. Leta 2020 je pa zopet ena pomembna prelomnica, kjer bo zopet se odločalo, ali bo to slovensko kmetijstvo preživelo ali ne bo. Mi želimo Slovencem povedati tudi to, da ni to samo stvar nekaj 10 tisoč slovenskih kmetov, ampak je to stvar tudi celotne države Slovenije. To je tudi stvar turizma. Če bodo kmetije prazne in podeželje poraščeno, za turiste pač to ne bo zanimivo. Precej težav imajo tudi v vinogradniški panogi, v kateri sicer vseskozi poudarjajo pomen povezovanja, a vse ostane le pri besedah. Tako kot pri mesni industriji, zelenjadarstvu, tudi pri vinu zadeve niso urejene in seveda naši člani, ki so združeni v zadrugo, so podvrženi pač vsem dejatvam, ki jih država pač zahteva. Če si pa to v samostojni režiji oziroma kot vinogradnik doma, pa seveda so te obremenitve bistveno manjše. To pa se pozna pri zniževanju cen oziroma tako imenovanem dumpingu, kar je velika težava v naši panogi, še dodaja. V trebanjski občini želijo skozi različne spodbude in projekte sporočiti mladim, naj dejavno oblikujejo življenje v svojem okolju. Trenutno potekajo 3 evropski projekti, ki so vezani na mlade, mladinsko delo in njihovo participacijo. Ena od 16 slovenskih občin vključenih v projekt Europe Goes Local ali Evropa gre lokalno je Trebanjska, v kateri bodo v sklopu tega projekta v naslednjih 2 letih izmenjali primere dobrih praks z drugimi evropskimi občinami. In potem te dobre prakse tudi prenesti na naše okolje in jih uresničiti tudi tukaj seveda s prilagoditvami in upamo, da bomo na ta način pridobili neke nove ideje in aktivirali mlade in tudi ostale občane v naši občini. Tik pred začetkom izvedbe je tudi projekt Space, ki so ga razvili v sodelovanju z eno od italijanskih občin in partnerji iz 8 drugih evropskih držav. In z njim želimo spodbuditi ljudi k aktivni participaciji na področju državljanstva v Evropski uniji, jih seznaniti z možnostmi, ki jih ponujajo. V Trebnjem so leto 2018 posvetili športu in v okviru projekta FATE uspešno kandidirali na razpisu programa Erasmus plus Sport. V bistvu tega projekta bomo izpeljali prvič že v Trebnjem, 10.3. na Fate Fight Night Trebnje, kjer bomo ponudili 10 profesionalnih dvobojev v kickboksu. Na tekmovanju mednarodnega značaja, ki bo potekalo na osnovni šoli Trebnje, bodo zbirali sredstva za dodatne športne dejavnosti in programe za ljudi s posebnimi potrebami. Mlade pa želijo pritegniti tudi s projektom Sejanje optimizma, katerega cilj je, da mlad človek preživi dan, recimo z županom, z gospodarstveniki, mogoče z izjemnim športnikom. Na ta način želijo mladim med 15 in 29 letom pomagati pri razvoju zaupanja v lastne sposobnosti in razširjanju obzorij. V Šentrupertu pa so tamkajšnji občinski svetniki soglasno podprli letni program športa v občini in svoje napore usmerili v obnovo športnega igrišča ob osnovni šoli, ki ga je že občutno načel zob časa. Drugih večjih športnih površin v občini ni, tako da je za njih ta obnova še toliko nujnejša.
V Šentrupertu imamo zelo lepo urejeno šolo, imamo lepo urejen vrtec, tisto, kar pa nismo uspeli še do zdaj urediti, so pa zunanja igrišča in za ta del imamo pripravljeno vso projektno dokumentacijo in tudi lansko leto smo že kandidirali na nepovratna sredstva Fundacije za šport. Nismo bili uspešni lansko leto. Na razpisu so bili neuspešni kljub dejstvu, da je bila vloga popolna, zato so letos poizkusili znova. Vkolikor bomo uspešni, bomo projekt izvedli v celoti, vkolikor ne, računamo na to, da bomo z rebalansom zagotovili vsaj sredstva za približno polovico celotnega projekta. Na športnem igrišču osnovne šole dr. Pavla Lunačka trenirajo in tekmujejo lokalna športna društva. Igrišče uporabljajo rekreativne skupine in rekreativci, primarno pa je namenjeno učencem šole. Občina Šentrupert mora nujno urediti ta zunanja športna igrišča, so dotrajana, površine sicer so lepe, so na voljo in tam se tudi družijo mladi in ostali občani tudi v prostem času. Ni pa to več, rekel to, kar danes sodobni čas zahteva od športnih površin. Projekt nameravajo zaključiti do začetka prihodnjega šolskega leta. V mesecu ali dveh pa bodo že vedeli, ali so tudi prejeli sredstva iz razpisa. 7-mesečna dojenčica Alina Krančič iz Globokega v občini Brežice je v porodu utrpela možgansko poškodbo. Starša želita preizkusiti vse možnosti, da bi svoji punčki okrepila zdravje, tudi tiste, ki niso v košarici zdravstvenega zavarovanja. Krajani so za Alino organizirali dobrodelni koncert. Majhna krajevna skupnost oziroma njeni zagnani posamezniki so se lotili velike prireditve, saj je v prepolni telovadnici osnovne šole Globoko nastopilo kar 18 glasbenih skupin in vokalistov, med njimi tudi Nuša Derenda. Organizatorji koncerta smo Vaščani in delamo pod okriljem območnega združenja Rdečega križa krajevne organizacije Globoko. Glavna ideja, iniciativa se je pa porajala za organizacijo tega dobrodelnega koncerta pri krajanih, Vaščanih in to idejo potem je naprej peljala Nataša Čižmek. Vesela sem, da so krajani oziroma vsi, ki smo jih prosili, res nam pristopili, pomagali. Tukaj ni bilo tudi enega ne. In s skupnimi močmi, z zelo veliko ljudmi in veliko dela, več kot 2 meseca priprav, smo danes zadevo pripeljali skoraj do konca in verjamemo, da nam še ta zaključek uspe. Nastopajoči so v zahvalo prijeli ročno izdelane punčke, ki so jih naredili na ekokmetiji Hribernik. Ko vidijo ljudje, da gre to za nek namen, točno za koga in da ta človek šel, pa so ti ljudje tu naši krajani, to sploh ni problema, tako da res smo bili veseli tega. Celo smo dobili idejo, da bi nekje drugi to organizirali v večjem kraju, pa smo rekli, ne bo to doma, ker je to domač kraj. Na koncert je prišla tudi generalna sekretarka Rdečega križa Renata Brunskole, brežiški župan Ivan Molan in poslanec Igor Zorčič, ki so se organizatorjem zahvalili za dobro delo in dosežen uspeh. Za pomoč Alini so namreč s prošnjami lokalnim podjetnikom in organizacijam, med njimi je tudi Rdeči križ, zbrali 6500 evrov, na koncertu pa še 5500 evrov. Skupno je torej Globoko za svojo malčico zbralo 12 tisočakov. Ob hvaležnosti za denar sta Alinina starša poudarila še čustveno obogatitev, ki jo prinese takšna solidarnost in je neprecenljiva v premagovanju življenjskih ovir. Preden se poslovimo, še povabilo k ogledu pogovora z Alešem Maurom nocoj ob 8:30. Mladega znanstvenika ste v naši akciji Osebnost meseca izglasovali za osebnost januarja. Hvala za pozornost in lep večer.